N1 podcast Suzano Lovec. Lep pozdrav, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, poslušalci in poslušalke. Lažne novice, dezinformacija so tema današnjega N1 podcasta. Z mano v studiu so dr. Marko Milosavljević, profesor novinarstva, predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene vede, ki veliko sodeluje v mednarodnih projektih. Dober dan. Ja. Dr. Peter Klepec, filozof z Filozofskega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dober dan. Dober dan. In Anuška Delić, ustanoviteljica in odgovorna urednica Medija Oštro, Centra za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji, ki ima med drugim tudi projekt razkrinkavanja. Oštro pa je del regionalne mreže SIČEK, Evropske mreže za standarde preverjanja dejstev, in je podpisnik kodeksa Mednarodne mreže za preverjanje dejstev IFCN. Živijo. Živijo. Vsi tri dobrodošli na N1. Skratka, o fake news, o lažnih novicah bomo danes govorili v taki dobri sestavi iz različnih profilov. Na začetku ta besedna zveza fake news ni najbolj posrečena, tako da bomo raje govorili o dezinformacijah. To je v bistvu ta buzzword, oziroma floating signifier, kot med drugim rečejo raziskovalci tej besedni zvezi. Vemo, tudi nekateri politiki, Trump, pa tudi recimo slovenski domači politiki, so to besedno zvezo prav na poseben način tudi zlorabili, ko recimo tradicionalne medije označujejo za fake news, med drugim. Tako da mogoče za začetek, kje vse se običajni državljani, državljanke, najstnik, upokojenec, delavka srečajo vsak dan z dezinformacijami? Ali vejo, da so to dezinformacije in kako velik problem imamo? Torej, najprej o obsegu problema v sodobnem svetu, v sedanjem času v Sloveniji. Marko, Anuška. Če vprašanje o obsegu dezinformacij, tega sploh ne vemo. Sploh pa ne v Sloveniji, zaradi tega, ker v Sloveniji po mojih podatkih nimamo niti ene natančne raziskave, ene študije, ki bi jo naročil katerikoli državni ali javni akter, kar pomeni, da nimamo podatkov ne se strani Ministrstva za kulturo, ki je zadolženo za medije, nimamo podatkov se strani Ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je zadolženo za izvajanje akta o digitalnih storitvah, akta o digitalnih trgih in akta o umetni inteligenci, kar so glavna žarišča pravzaprav ustvarjanja lažnih novic ali dezinformacij. Nimamo podatkov, da bi kakšna taka študija nastala v okviru Ministrstva za notranje zadeve ali za obrambo ali za zunanje zadeve, ker bi bilo tudi logično to pričakovati, ker gre včasih za vprašanja povezana z notranjo varnostjo, mednarodno varnostjo ali nasplošno z mednarodnim okoljem. In zato smo na nek način tukaj suhi, goli, bosi, kakorkoli že. Tudi tujci nas to sprašujejo in tudi tako politični, varnostne institucije, kakor seveda akademske, in se čudijo, kako lahko na nek način Slovenija deluje, brez da bi to imela. Vsaj neko okvirno oceno, vsaj neko okvirno analizo, odkje te stvari prihajajo, ker treba se zavedati, da dezinformacije niso samo napačne informacije. To so zavestno sproducirane napačne informacije z točno določenim ciljem, in ta točno določen cilj je dejansko manipulacija, spreminjanje javnega mnenja in seveda tudi spreminjanje akcij. In torej teh reči pri nas nimamo, kdaj jih bomo dobili, pa ne vem. Anuška? Ja, res je, da smo goli. Bosi tudi, ampak imamo vsaj ene copatke za doma, ki se jim reče razkrinkavanje.si. To je naš projekt, kjer preverjamo verodostojnost medijskih vsebin, izjav in podobno. Pravim, da so to copatki, zato ker se hkrati tudi zavedam, da v resnici niti to, kar mi počnemo, pravzaprav ni odgovor in ne more biti odgovor na problem dezinformacije v sodobni družbi. In tako kot je Marko prej rekel, ful je pomembno pravzaprav razumeti, da so dezinformacije zelo širok pojem in da ne zadevajo zgolj sam to, a je zdaj, ne vem, Grims neki se zlagal, ali se je zlagal, ne vem, Boštjančič ali kdo, ali pa povedal nekaj narobe. Ampak gre tudi za tuje akterje, ki prek plasiranja dezinformacij na različne načine, mogoče bomo o tem kaj kasneje govorili, poskušajo vplivati na slovensko javnost in na koncev tudi politične odločitve morda kdaj. Tako da problem je res širok in jaz si ne delam utvar, da lahko mi z našim projektom razkrinkavanje, ki sicer poteka že 6 let,
Ogromen tega rešimo, ampak se mi zdi, da je bolj, da to imamo, kot da nimamo, torej da imamo te copatke za doma. Hkrati pa mislim, da je ta problem tudi že zelo prerasel okvire, kjer ga lahko še pravzaprav nadzorujemo zgolj, ne vem, iz ene discipline, recimo medijske. Mislim, da je zelo izrazito interdisciplinaren problem postal in da se ga lotevamo preveč stihijsko, na enem koncu, pa na drugem, pa na tretjem. Tako da, kje so, je bilo v bistvu vprašanje, ne? Povsod so dezinformacije, oziroma netočne informacije, pojavljajo se v medijih, ne glede na to, a so razpečevalci dezinformacij, lažnih novic, ki smo jih mi pri našem delu že velikokrat zaznali, kot so Nova 24 in Sateliti. Ampak so lahko tudi mainstream mediji, se pravi mediji, ki naj bi imeli neko verodostojnost, lahko so to politiki, lahko so oglasi, mi smo tu že billboarde preverjali, skratka, povsod se pojavljajo, mislim pa, da se ljudje, da je sposobnost ljudi, da jih opazijo, se pravzaprav zmanjšuje tako še hitreje, kot se zmanjšujejo naše možnosti, da nekaj naredimo. Ja, raziskave kaže, da ti fact-checking projekti, tako kot je recimo vaš, pa tudi nekateri drugi so še v Sloveniji, veliko jih je po svetu, da tudi v bistvu ne delujejo na vse ljudi, ne? Da če imajo neko močno prepričanje o temi, na katero je vezana poanta dezinformacije, recimo to je eden od faktorjev, v bistvu jih tudi fact-checkanje, torej preverjanje dejstev, tudi zanikanje dejstev, dokazi ne prepričajo. Pri nekaterih pride celo do bumerang efekta. Ne? To se je zgodilo med COVID-om, zagotovo. Recimo, so bili številni taki primeri. Tako. Kako velik problem imamo, torej, dr. Klepec? Postfaktična družba, ne, ki je ta termin, ki se zdaj že leta uporablja, oziroma era postresničnosti, era alternativnih dejstev. Kako smo mi prišli do sem? Ne vem, to je vprašanje ne za milijon, ampak za malo več dolarjev ali pa bitcoinov, kakor vzamete, glede na to, kako umetno pač raste. Ampak to je vprašanje. Zdaj, moje izhodiščno vprašanje bi šlo precej nazaj, in sicer do razsvetljenstva v 18. stoletju, kjer smo pravzaprav na nek način dobili te glavne parametre, ki so danes pod udarom. Vse to, kar je takrat nastalo, vse te inštitucije in tako naprej, je danes na nek način se reče v krizi, čeprav beseda kriza na nek način ti konceptni, je kar nekaj. Se pravi, vse je v krizi danes, so avtoritete v krizi in tako naprej. Če gremo gledati za nazaj, je to že dobrih 100 let ali pa še več. Mislim, lahko pridemo tudi do Platona in Platon bo rekel, vse je narobe, mislim, mladina, nič ne boga več staršev in tako naprej. Skratka, to je nekaj, kar čim je civilizacija nenehno imela upravka. Čeprav smo pa danes prišli tako daleč, tudi zaradi tega, ker smo imeli na nek način v določenem obdobju, bi jaz rekel, ali pa ker imamo tudi na nek način neke kar dosti visoke idealne kriterije, ki se jih pa enostavno ne držimo. Zdaj, če recimo, kaj je Nuška prej rekla, da pridejo pač vse medije, zame en tak tipičen primer je, če nekdo na nekem privatnem omrežju nekaj objavi, potem pa mainstream mediji vse to povzamejo. In na ta način ta novica, ki bi sicer bila precej zamejena, pride prav povsod. In to je stvar uredniške politike. Seveda je to zdaj načelno vprašanje, ali se vse objavi, ali se ne objavi, ampak dostikrat je pa učinek še pomnožen, če do tega pridemo. Zdaj, zakaj razsvetljenstvo? Razsvetljenstvo je na nek način čas, v katerem nastanejo moderni mediji, časopisi. Jürgen Habermas je tu pokazal v strukturnih spremembah javnosti. Se diskutira. Razsvetljenstvo je pa tudi gibanje. Je gibanje, ki je zajel pač tedanjo celotno Evropo in ki je imel določene kriterije, določene standarde. Kant je bil tisti, ki je postavil na odgovor na vprašanje, kaj je to razsvetljenstvo, je pač rekel, razsvetljenstvo je izhod iz nedoletnosti, za katero je človek kriv sam, to pa zato, ker se ne poslužuje rabe svojega uma. Skratka, zdaj na idealni ravni se vse super sliši, pri Kantu se pa že se pa te stvari že nekoliko zapletejo. Je pa Kant tisti, ki loči med javno in pa privatno rabo, pri čemer zdaj ta izraza pri njemu sta pa glih obratna, kot jih mi danes uporabljamo. Javno je tisto, kar je privatno, privatno je tisto, kar je javno. In Kant pravi, da se kot učenjak
v privatni rabi uma lahko naslovim na celotno bralno občinstvo. In ta celotno bralno občinstvo, ne, je pa to, kar v nekem, rečemo temu plemenitem pomenu, pomeni javnost. Ne. Se pravi, to so vsi, vsakdo je pač, in tukaj je Kant pač idealist, ne, vsakdo lahko z uporabo uma, pa pač modernih znanstvenih metod, preverjanja, čekiranja in tako naprej, nastopi z argumenti, podpre svoje argumente in tako naprej. Ne. Skratka, tu imamo neko zasnovo, ki je pa kasneje seveda šla v različne smeri. Ne. Razsvetljenstvo samo, ne, je imelo dostikrat metaforo svetlobe in teme, ne, kako praznoverje kot temo pregnati. Ne. Ampak skozi zgodovino se je izkazalo, da pravzaprav te sile teme so veliko močnejše, kot zgleda na prvi pogled. Ne. 20. stoletje je bilo pač stoletje 2 velikih svetovnih vojen in tega, kar imenujemo totalitarizmi in tako naprej. In tam so bili vatli nekoliko drugače postavljeni. Ko smo v bistvu prišli po drugi svetovni vojni v neko relativno obdobje miru, mislim, to je vse se da debatirati, je to res relativno obdobje miru, no, saj za Evropo, ne, pri čemer je pač prečila hladna vojna, ki sploh ni bila tako hladna, ampak je bila zelo vroča in tako naprej. In ko je padel Berlinski zid, smo naenkrat imeli predstavo, ki je globoko razsvetljenska, ne, skratka, da zdaj naprej bodo pa samo še osnovni vatli razuma in uma, tisti, ki bodo prevladali. Ne. Kar se je izkazalo za eno veliko iluzijo na nek način. Zdaj, da ne bom tukaj preveč profesorsko predaval, kaj in kako, ampak mislim, da en izmed problemov, ki jih imamo v Sloveniji kot družbi, je tudi to, ker enostavno nekih določenih stvari nismo sprejeli v zakonodajo ali pa pač enostavno so bile na tak ali pa drugačen način pač preprečeni. Recimo vzemimo pač to, kar je skrajno moteče, no, recimo mi nimamo tega, da bi nekdo z imenom in priimkom odgovarjal, če nekaj napiše na spletu, čeprav krši vse zakone. Še zdaj nimamo tega. Ne. In tako naprej in tako dalje. Ne. Da ne govorimo o tem, da so pač te standardi javne besede, ne, so se pač iz določenih strukturnih razlogov spremenili in tudi iz določenih političnih nagibov spremenili. Mi smo zdaj že 35 let ali pa 30 let smo praktično skozi v nekem času izrednega stanja, ne, ki se ga na nek način politično povzroča tako ali drugače in enostavno nikoli ni neke stabilnosti ali pa česa. In vse, kar je vselej upeto v neko navijaško logiko. No. Ali si za, ali si proti, ali si tako, ali si drugače in tega enostavno nimamo. No. Tako na nek način, če v grobem rečem. Ne. Je pa seveda dve stvari sta po moje še pomembni. No. Če gledamo samo kratko nazaj, ne. V globalnem smislu zame je bila pač velika ekonomska kriza leta 2008, ki je ostala na nek način, ki ima svoj bumerang efekt. Adam Tooze recimo v študiji Crash je pokazal, kako so v bistvu tiste glavne banke, ki so nasrkale, so bile francoske in pač nemške banke. Spravi, Evropa je zanj tista, ki bo dolgoročno gledano nasrkala. Nihče pa ni bil sankcioniran. In to, ker nihče ni bil sankcioniran, vse to pa je imelo določene učinke. Ne. Konec koncev smo mi dobrih 10 let smo bili skorda v neki družbi varčevanja, kjer so nam grozili takšni ali pa drugačni ukrepi. Spomnite se teh časov 2011 in tako naprej. Ne? Vse to je tudi na nek način privedlo do rasti populizmov, ne? In do Brexita, in do Trumpa na oblasti in tako naprej. Pri nas je bil Janša trikrat recimo že premier in ni izključeno, da ne bo še kdaj. Skratka, imamo to situacijo, ki je nenehno zaostrena. Zdaj, če pogledamo pa še v globalu, svet se radikalno menja se, nekateri interpreti so že zdavnaj postavili tezo, recimo Emanuel Wallerstein pa Giovanni Arrighi, no, skratka, ki temeljita na svojo interpretacijo na kapitalizmu kot svetovnem sistemu, kjer se večji pa manjši cikli menšajo. Skratka, sta postavila tezo, da v začetku 20 let, in to se je dejansko zgodilo, ne, vstopamo v večje, daljše, nemirno obdobje, nestabilno obdobje in da se bo šele v sredini 21. stoletja na nek način našel nek nov cikl, poleg italijanskega, nizozemskega, angleškega
in pa ameriškega, ne, ki bo najverjetneje na Kitajskem. In to je pa hkrati tudi povezano z nestabilnimi razmerami v svetu, ki pa, kot jih vsi poznate, ne, kakšne so. Ne. Imeli smo COVID, vojno v Ukrajini, zdaj imamo vojno v Gazi in tako naprej. Skratka, gremo iz ene katastrofe v drugo, pa to vsekakor ne vpliva dobro. Ne. In v vseh teh situacijah na nek način vidimo še kako dobro, kako pridejo te dezinformacije, kako škodljive so za družbo kot celoto. Niso pa dezinformacije nov pojav, nasprotno. Kar je razlika med danes in včasih, je v bistvu ta nor obseg in hitrost, v bistvu, s katerimi se širijo. Dr. Milosavljević. Ja. Eno od prvih poglavij iz knjige Zgodovina medijev oziroma Zgodovina tiska francoskega avtorja se pravzaprav začne z pratikami in pa z prvimi publikacijami tam nekje še iz 15. stoletja, ko so bile še prepisane in podobno. In če odmislimo zdaj seveda novice, ki so nastajale v Rimu, ki so bile prve deljene na tisto, kar se je dogajalo zasebno in tisto, kar se je dogajalo javno. Ampak sicer, kar zabeležijo tam, je dejstvo, da je večina takratnih publikacij v resnici bila to, k čemur bi danes rekli lažne novice. Kar pomeni, ljudje so si dejansko izmišljevali novice, zato da bi nekaj tudi tistih časopisov ali pa izvodov prodali, zato da bi bili bolj zanimivi. To so bile publikacije, ki so širile informacije o novih svetovih. Ampak to so bile popolnoma izmišljene informacije o ne vem kakšnih pošastih, o ne vem kakšnih morskih pošastih, o ne vem kakšnih zakladih, o raznih rečeh. To je bila pač čista hrana za množice, ki so se napajale na nek način iz tega, kaj je pa zdaj nek odkrivalec sveta prinesel nekje iz Azije ali Amerike ali Afrike ali kjerkoli že. Ampak to so bile čiste lažne informacije. In to je seveda že od samega začetka na nek način pač jasno opozorilo ali pa informacija o tem, da ljudje to enostavno iščejo. Torej ta razsvetljenska vera v razum in v razpravo in v argumente je v osnovi nažalost zgrešena. In vse izboljšave v stopnji izobrazbe, vse uvedbe obveznega šolanja, vsa dosegljivost sodobnih tehnologij, navsezadnje poceni tiska, poceni knjig v primerjavi pred 100-200 leti, ko se je to redko kdo lahko privoščil, vse to v resnici ni stvari, ki je bistveno izboljšalo. Če pogledate, zakaj ljudje danes uporabljajo digitalne tehnologije, če pogledate to, da na nek način nazadujemo nazaj v smislu naših kognitivnih sposobnosti. Naši možgani se krčijo. Ampak to ni presenetljivo, zato ker jim dajemo vedno manj nalog. Zelo enostaven test je vedno znova vprašanje, koliko telefonskih številk vaših prijateljev poznate. Če ste to nekoga vprašali pred 30 leti, nekdo, ki je še iz tistih generacij, seveda, bo vedel povedati, da je vedel 20, 30, 40 telefonov svojih prijateljev na pamet. Danes, verjetno povprečje bliže 2 telefonskima številkama. In enako je z drugimi stvarmi. Poglejte, ko greste po svetu. Turisti ne hodijo naokrog in ne gledajo znamenitosti, oni gledajo telefon, ker gledajo na mapo. Ljudje se niti ne prepustijo temu, da bi hodili normalno po svetu. Ali pa vozili, ali pa karkoli že. Na nek način ne znajo niti uživati v tem, da bi mogoče kje zgrešili. Da mogoče kje zatavali in podobne zadeve. Kaj šele v kakšnih bolj kompleksnih mestih, kjer je to lahko cel izziv, če pomislite kakšne labirinte Marakeša ali Feza ali česa podobnega, ker mogoče še danes GPS ne pomaga, ampak pač ne razmišljamo več. In to upanje je seveda v tem smislu pač od nekdaj bilo naivno, tudi nažalost je Habermas to javnost idealiziral, pa odmislil to, da v tej javnosti niso mogli sodelovati revnejši, niso mogli sodelovati ženske in še mnogi drugi. In dejstvo, da nihče, ki je vstopil v neko javno razpravo, v resnici ni nekje zunaj pred prostorom pustil svojega siceršnjega socialnega položaja. Ljudje nastopajo z pozicije moči, ekonomske moči, socialne, politične itd. In to se potem tudi nažalost danes kaže, ker recimo, če nič drugega, smo navajeni na to, da nekdo, ki nastopa z vidika politične moči ali kakšne druge, tudi socialne, da je na nek način razgledan.
na nek način sposoben. Ne? Pomislite Že s tem, politike kar je iz evropske preteklosti. Ne? Mislim, Mitterrand, Chirac, Kohl in podobni, kakršnikoli so že bili, so nekako delovali modro. Ne? Ob vseh aferah, ali pa Margaret Thatcher, na vse zadnje, pa je nihče ni maral, ne v Angliji, nekje drugje, ampak bila nekako dojeta kot vendarle inteligentna voditeljica. Danes imamo opravka pač na populistični ravni v različnih državah, vse od vzhodne Evrope, Balkana, pa seveda v vedno večjem obsegu zahodnem z ljudmi, ki niti to niso. Ki niti razgledani niso, ki niti ne znajo pravilno, ne bomo zdaj v slovenščini govorili o kakšni dvojini pa sklanjanju, ampak že kakšni drugih osnovah, da vejo, kaj pomeni kakšna tujka, kaj pomeni kakšna beseda, kakšne osnovne razgledanosti, koliko je kakšna država velika, koliko je. Ni tega. In zato je seveda toliko lažje potem seveda širiti dezinformacije, ker se skladajo recimo z predsodki ljudi, z njihovimi napetostjo njihovih možganov. Ena krasna knjiga obstaja, The Political Brain, ki je pač kazala te eksperimente na ravni nevroznanosti. Ja, ljudje, če jim date informacijo, ki je v nasprotju z njihovim globokim predhodnim prepričanjem in jim date dokaze o tem, deli možganov skoraj prevrejo in na koncu, ker je takšna napetost, takšna schizofrenost med tem, kar vidijo in med tem, kar čutijo na nek način, se odločijo, da to, kar vidijo, zanemarijo oziroma zanikajo. Ne, to ni res. Ta moj politik ni tak. Ta video je lažen video. On tega že ne bi naredil. In zato pač pri raciju pogorimo in tudi potem seveda zaupanje v to, da bo nekdo razkril pravzaprav lažne novice, je spet racionalno upanje nekaterih naivnih racionalistov in razsvetljencev, medtem ko pri množicah užgejo samo čustva. Doktor Klepec, takoj pridemo k vam. Sem videla, da želite besedo, Anuška. Ja, ne, jaz sem se hotela samo malo na ta zelo globoko smo šli v zgodovino, pa po moje lahko ostanemo kar v tem stoletju. Namreč ena od ključnih fake newsov v tem času je laž o obstoju orožja za množično uničevanje v Iraku po 11. septembru. Tukaj je bila ključna lažna novica, torej eklatantna zloraba informacij za namene mednarodno-političnega oziroma notranje tudi političnega odločanja. In tukaj je pravzaprav največja sila, ena največjih sil na tem svetu pravzaprav pokazala, kaj se da narediti s fake newsom. Zaradi te lažne novice, lažne informacije smo danes pravzaprav tle, kjer smo. To je ena lažna novica, na katero ne gre pozabiti. Druga je, da smo imeli leta 2008 v Sloveniji 2 brezplačnika. Eno se je reklo Slovenski tednik, bil je tednik, drugemu se je reklo Ekspres in je bil dnevnik. Tam noter, to so pravzaprav proto Nova 24 TV novice tam noter. Tam so bili, jaz sem se z temi brezplačniki 4 leta ukvarjala in sem zelo podrobno analizirala vso vsebino in je pravzaprav bila točno taka, kot danes so torej dezinformacije, ki krožijo okrog, s to razliko, da so pač bili vloženi v nabiralnike, ker se je takrat je bilo blazno moderno, da ima vsaka medijska hiša, ki da kaj nase, en brezplačnik. Sicer bolj namenjene državam, ki imajo dejansko sistem podzemnih železnic in podobno, kjer dejansko ljudje to berejo. Pri nas je šlo to malo težko, pa pač v kaselce. Ampak že takrat smo pravzaprav bili soočeni s pojavom dezinformacije v Sloveniji na polno. Danes je to pač samo recimo temu digitalizirana oblika tega. In še ena stvar se je zgodila. Ko so se pojavila družbena omrežja, smo se vsi mi, vključno z nami mediji, ne vem, če vsi mi tukaj, ampak pač načeloma, generalno vsi, smo si govorili, prišli so troli, začeli so trolati, na emocije so začeli trkati. In smo rekli, ignorirajte trole. Ne ukvarjaj se s troli, to so kar eni, ignoriraj. Danes imamo trola v Beli hiši. No, kmalu pride spet. Skratka, ko ne rečem, informacija danes orožje bolj kot po moje kadarkoli prej. Ali pa mogoče zato, ker živim v tem obdobju, se mi tako zdi. Predvsem pa
po mojem največ možnosti za to, da se zlorabi danes, prav zaradi razmaha tehnologije. In ob vsem tem se sprašujem, če je novinarstvo, če je ena ključnih nalog novinarstva celostno obveščanje javnosti, in smo danes tukaj, kjer pravzaprav moramo učiti bralce, da znajo ločevati zrnje od plevela, da znajo sami preverjati informacije, a v bistvu novinarji sploh še opravljamo svojo nalogo? A smo se že izneverili svoje nalogi, če je situacija taka, kakršna je danes? In mislim, da imamo tukaj pravzaprav novinarji veliko večjo odgovornost, ali pa recimo medijska dejavnost, da se pravzaprav začnemo spopadati s tem, ker smo zaspali takrat, ko bi bilo treba biti buden. To sem hotel dodati. Dr. Klebec? Jaz sem hotel gospoda Milosavljevića dopolniti, da pa jaz poznam nekoga, ki je bil navdušen nad Margaret Thatcher. Jaz sem sicer zelo veliko stvari pisal o neoliberalizmu, pa upam, da nihče ne verjame, da ga zagovarjam, ampak moj pokojni prijatelj Gorazd Korošac je bil res fan, že v 80-ih. In spomnim se enega, ne vem, kje je on to dobil, neko kaseto je posnel njen govor v parlamentu, kjer je tako duhovito citirala Monty Python, da je res cel parlament je bil takole na rokci, je ga imela. No. Tisto, kar sem hotel reči, glede razsvetljenstva, seveda, tudi danes imamo ljudi, kot so Steven Pinker, razsvetljenstvo zdaj, pa tako naprej, ki še naprej furajo to predstavo, ki je v osnovi razsvetljenska, da napredujemo, se skozi napredujemo na bolje. Za Kanta, ki je bil razsvetljenc par excellence, za Kanta je bil potreben en dogodek, ki je pričal o tem, da je človeštvo zmožno napredovati na bolje. In ta dogodek je bil francoska revolucija, ki je bil zanj znak. Se pravi, znak, ki je pač hkrati opominjal in tako naprej, signum, rememorativum in tako naprej. Danes smo pa v bistvu v neki družbi, ki je bila recimo na začetku 90-ih let razglašena za raj na zemlji. Fukuyama je takrat razglasil konec zgodovine. Kam nas je vse to pripeljalo, smo videli, in absolutno se strinjam, da en izmed ključnih fake news je bil točno to, kar sta Blair in Bush skupaj rekla, ja, to je to. In je šla 22-milijonska multietična država na kose in tako naprej. Skratka, tukaj je bilo veliko tega narejenega. Zdaj, časi, v kateri se nahajamo, so neki vmesni časi, radi rečemo, interregnum. Gramsci je imel pač neko reklo, da staro še na nek način ne more umreti, novo se pa še ne more roditi. Ampak to je zdaj vprašanje, kako sploh to določimo. On je to rekel v 20 letih, se pravi, prej je prišel fašizem na oblast, danes imamo pa opravka z nekimi gibanji, ki ne vem, zakaj jih ne bi mogli imenovati fašistična na nek način, čeprav niso strogo vzeto fašistična. Fašizem je neka beseda, ki je zelo nabita, tako kot neoliberalizem. Danes nihče noče biti neoliberalc, čeprav zame neoliberalizem ni ekonomska doktrina, je na nek način pogled na svet. To je Weltanschauung, to ni, ker marsikaj drugega določa. Zdaj, imamo pa še vedno ljudi, ki dokazujejo, Steven Pinker, potem je tukaj Hans Rosling, ne vem, če poznate Faktografija, tisto knjigo, ki poskuša pokazati, kako svet pa vendarle napreduje na boljše in tako. Ampak kaj on naredi? On pravi tako. Na svet pogosto gledamo preveč črno-belo. Črno-belo pa pomeni, da mi na bogatem zahodu vidimo svet samo skozi svoje očala, se pravi, da delimo svet na bogate pa na revne. Ne smemo gledati na svet kot na dve polovički, ampak moramo te dve polovički razdeliti še na pol. In kaj dobi? Dobiš 4 razrede. Če pa pogledaš, kako so ti razredi sestavljeni, je pa še hujš, kot je hotel on kontraargumentirati. Se pravi, v prvem razredu so tisti, ki imajo $1 na dan, v drugem 2, v tretjem 8, v četrtem pa $32 na dan. Se pravi, mi na bogatem zahodu imamo $32 na dan. Skratka, ima ta, on je pač nek švedski zdravnik, ki je hodil po svetu, predava ljudem, kot so dosti pomembni, kaj se vem, Gates in tako naprej, te, ki dajo velike denarje tudi za pač dobrodelne namene, ki hočejo to slišati, kako svet na nek način napreduje na boljše. Seveda napreduje na boljše, kar se tiče precepljenja otrok in tako naprej, in v globalu, seveda lahko s ciframi to določiš. Ampak prav dezinformacije, recimo, ki ogrožajo, en del dezinformacij močno ogroža javno zdravstvo po svetu. In prav glede precepljenosti, mi v bistvu smo bili na tem, mi smo živimo v dobi, kjer imamo na voljo
cepivo, s katerim lahko izkoreninimo dobesedno celo vrsta raka. Ne? Mislim, imamo recimo proti HPV-ju, bi lahko bili vsi otroci cepljeni, mi lahko izkoreninimo neke rake. Kar se pa dogaja v tem istem času, je to, da prihajajo nazaj dobesedno bolezni iz srednjega veka, za katere smo prav zaradi fake newsa, ki se lepi na cepljenje. Ne? Ja, te anticepilci imajo že dolgo. Mislim, so že dolgo z nami in v bistvu v pandemiji se res izkazali, kako je to škodljivo, ne? In kako padajo te strokovnjaki, govorijo 90% precepljenosti in tako naprej kot meni. Ja. Skratka, fake news oziroma dezinformacije lahko ogrožajo javno zdravje, lahko vplivajo na volitve, lahko sprožajo, pomagajo sprožati vojne, sprožajo sovraštvo, kurijo strasti in tako naprej. Katera se ti zdi, Anuška, tebi najbolj nevarna dezinformacija? Tudi, če me vprašaš, kaj je moja najljubša knjiga ali pa najljubši film, pač nimam je. Imam veliko ljubih. Ja. Potem pa povej, kako izbirate vi pri razkrinkavanju, na kak način v bistvu izbirate, kaj boste preverjali, katere vseh teh množicah dejstev vam tudi bralci lahko pišejo, ne? In predlagajo? Ja, bralci nam lahko pošljajo predloge ali pa nam jih včasih tudi dajo v komentarjih pod našimi članki in vedno jih pogledamo. Načeloma je pa, oddelek oziroma uredništvo razkrinkavanja.si je neodvisno tudi od mene kot odgovorne urednice. V tem smislu oni sami določajo, kaj bodo delali. Načelo je pa samo eno, ali je to v javnem interesu. In če je v javnem interesu, če je pomembno za javno debato, kakorkoli, se bodo tega lotili. Tudi, če se nekaj širi po družbenih omrežjih, v zadnjem času, kadar smo v zadnjem času zaznali tudi dezinformacijski trend, recimo v začetku leta se je začelo nabijanje, da je Ljubljana nevarno mesto, država, Slovenija. No, to še zdaj malo poteka, smo potem delali analize pravzaprav tega, kje se to začne, odkje izvirajo te dezinformacije, kdo jih širi. Tako da tudi take, recimo temu, analize delamo. Vedno pa pač je v prvi vrsti samo javni interes. Oštro je neprofiten zavod, delujemo v javnem interesu, po novem od lani. Lahko nam date 1% dohodnine, če hočete. Tako da zasledujemo izključno javni interes. In ja, preverimo vsako stvar, ki nam jo bralci pošljajo, ni pa nujno, da bomo iz tega tudi kaj naredili, ker dostikrat se izkaže, da je izjava, trditev, whatever, ne preverljiva. Enostavno včasih je nemogoče. Včasih so to subjektivne sodbe. Pravkar smo imeli eno v zvezi z bivšo dekanjo ekonomske fakultete, kjer pač enostavno ne moremo. Smo pa tudi imeli že en primer, ki je zadeval splav v Sloveniji in ker pač o zadevi, kljub temu, da smo poklicali, mislim, da vse ustavne pravnike v Sloveniji, pa smo dobili samo enega pa pol. Ustavno sodišče o tem še ni odločalo, zato smo prvič ne dali oceno na koncu, ker smo pač rekli, da nismo pristojni za to, da o tem odločamo. Tako nekako. Ja. Dr. Milosavljević, UNESCO stvari, da bi influencerji tudi nujno potrebovali fact-checking treninge, torej preverjanje dejstev. Guardian recimo je pisal, da 2/3 teh tako imenovanih content creatorjev ne preverja točnosti svojih vsebin in s tem misinformacijam, torej tudi če niso namerno plasirane, s tem označujemo napačne informacije, tako izpostavljajo torej toliko in toliko, gre tudi za milijone lahko svojih sledilcev. Kako velika težava je to, komu slediš na platformah? Zdaj pridemo do ene od glavnih težav tega zadnjega obdobja, to je teh zadnjih 50 let, poleg političnih težav, kot so bile krize leta 2008, kot je bil COVID leta 2020, kot so bile lažne informacije vlad v zvezi z Irakom, v zvezi z Afganistanom, Libijo ali še čim drugim. Pridemo tudi do, se upravičujem, kako je bilo že točno vprašanje na koncu? Ja, v bistvu, kako velik problem je to, komu mi sledimo, katerim influencerjem sledimo, koga mi spremljamo. Če ti tako imenovani content creatorji torej ne preverijo tega, kar širijo. Hkrati pa vedno bolj postajajo vir za informacije za tako imenovane navadne smrtnike. Težava je širša,
zato sem začel s temi 50 leti, ampak recimo 35 leti, vem, da nekateri pri nas še vedno radi govorijo o novih medijih, ne? Ampak to so mediji, ki so pač stari 35. To je tako, kot da bi rekel, da je CD ali DVD novi mediji. Mislim, vprašajte enega 15-letnika, če ve, kaj to je. Ne? Ampak tam nekje, ko se začne digitalni razvoj, ne, CD kot tak recimo se pojavi pred malo več kot 40 leti, prve oblike interneta v raznih zamahih, pa recimo v Franciji, pa tako naprej se pojavijo sredi 80 let. In temu takoj v 90-ih sledi, v bistvu tej prvi fazi digitalizacije sledi demokratizacija tega. Še posebej z socialnimi omrežji. Prej še z neko blogosfero, ki je imela nek omejen doseg in vpliv, ne, pa seveda Second Life, MySpace in vse ostali flopi. Ne, in potem sledijo družbena omrežja in hkrati sledijo uspešni brskalniki, ker najprej smo imeli neuspešne brskalnike, potem imamo nenadoma blazno profitabilne brskalnike. In sledi demokratizacija, kar je v principu zelo lepo, ne, da ljudje imajo pa končno možnost, da se izrazijo, ampak seveda to pač avtomatično pomeni, da se poleg ozke skupine razsvetljenih raziskovalcev, znanstvenikov, ki preverjajo informacije, pa visoko izobraženih novinarjev in drugih komunikacijskih profesionalcev, kot so navsezadnje strokovnjaki za odnose z javnostmi, ki tudi točno vedo, kaj se plasira in česa se na nek način ne sme plasirati, enostavno v smislu laži. Vsi na nek način vemo, nekdo z področja odnosov z javnostmi, če je profesionalen, ne bo sicer nujno povedal vsega, bo pa seveda še kako gledal, da se odkrito ne laže. Pri sedanjih platformah pač ni tovrstnih težav. In tukaj pridemo do osnovne težave. Osnovna težava ni posamezni influencer, problem je platforma, ki mu to omogoča. In potem pridemo do neljubega vprašanja, to je pa, kaj smo pa storili glede teh platform. Največja podjetja na svetu, najbolj bogata podjetja na svetu, najbolj profitabilna podjetja na svetu, ki smo jim pustili več kot 15 let, da so popolnoma neregulirana. Iz neke naivne hipijevske logike, da internet in vse na internetu mora biti pa popolnoma svobodno. Ob vsem, kar se je dogajalo. Še pred 10 leti, še pred 7 leti je bilo to zelo nepopularna ideja o tem, da je potrebno kakšne stvari na internetu tudi regulirati. Ne samo družbena omrežja, ne samo brskalnike. In danes glavni vir vsega tega v resnici niso mediji. Mediji samo to mogoče okrepijo, amplifirajo. Medtem ko glavni problem so v resnici družbena omrežja, oziroma spet, da ne bom poenostavljal, ta, ko rečejo, digitalni ekosistem, kot se temu lepo fancy reče, v resnici to niso samo družbena omrežja. To so brskalniki, to so uporabniške platforme, to so aplikacije za množično razširjanje sporočil. WhatsApp je bil eden glavnih razširjevalcev dezinformacij ob nedavnih brazilskih volitvah, v Južni Afriki, v Izraelu. Izredno popularne platforme, ki niso družbena omrežja. Skratka, zadeva je bistveno bolj kompleksna, ampak vsem je pa skupno to, da so to velika globalna podjetja, večinoma s sedežem v Ameriki. Evropa do tam pogosto ni mogla nekako jih doseči. Danes imamo še nekatere kitajske akterje, spet imamo težavo z tem, kako jih doseči in regulirati. Ampak tukaj je glavna težava. Ni problem posamezen influencer nekje v Sloveniji, pa nekje kjerkoli že je. Seveda je tudi problem, ampak osnovna težava je tam, kjer bi moral doseči to tako torej v slovenskem primeru različna ministrstva in potem pridemo do tega, spet, o čemer pogosto govorim, nažalost, nedelovanju, neučinkovitosti naših regulatorjev. Kar pomeni, ko gre za sovražne vsebine, ko gre za lažne vsebine, ko gre za poseganje v zasebnost, ko gre za druge neprimerne vsebine. Spomnimo se zgodbe recimo iz Maribora, z mariborskim ravnateljem, tragična obletnica nedavno, mnoge druge zgodbe, ki smo jih v minulih letih videli, od tiste celjskega shopping centra do raznih drugih reči. To so vse stvari, ki se pojavljajo tudi ob pasivnosti in nedelovanju in kadrovski neustreznosti naših ključnih regulatorjev. In enako je v Evropi in zato je delo portalov, ki jih omenja Anuška, je post festum zadeva, ki pomaga v nekem zelo majhnem odstotku. Pa se zavedam, ne v smislu, da bi zmanjševal to dejstvo, ampak je pač enostavno dejstvo, da je pač določeni influencerji imajo 10-krat več sledilcev in laže in bojo še vsak dan širili določene stvari in določeno skepso. Videli se je to tudi ob covidu, ko so potem razni
bodybuilderji ali razni drugi so bili nenadoma večji strokovnjaki za COVID, kot pa najbolj vrhunski zdravniki v kliničnem centru ali pa mednarodno gledano. In do tega smo pač prišli tudi zaradi pasivnosti države, Evropske unije, regulatorja in vsega ostalega. Anuška, vaš medij je pa v bistvu tudi pogodbeni partner Facebooka, ne? Oziroma Mete za preverjanje. Kaj točno v bistvu delate? Mislim, kakšna je ta pogodbena? Služimo največji korporaciji, ne hecam se. Sem hotela samo eno stvar, mogoče bom tako skočila na to, ful mi je bilo zanimivo to, kar je Marko zdaj govoril, kako v bistvu nismo regulirali družbenih omrežij v imenu svobode govora, zdaj pa imamo vsak dan manj svobode izražanja, zdaj jo imamo pa v bistvu vsak dan manj. Mi smo, kakor se temu reče, third party fact-checking partner Mete, kar pomeni, da razkrinke oziroma fact-check, mi jim pravimo razkrinki, ki jih naredimo, vnesemo v nek orodje in dodamo ocene osebinam, ki se širijo preko Facebooka, in smo jih mi preverjali. Se pravi, izključno to počnemo. Ne počnemo pa tega, kar večina ljudi misli in glede česa dobivamo zelo hude grožnje in napade, da administriramo objave na Facebooku, blokiramo objave. To mislijo, to je fake news, ki se širi. Tako, profile blokiramo, suspendiramo itd. Oglasila se mi enkrat ena ženska, ki mi je obtožila po Messengerju, da podpiram jaz osebno pedofilijo in da kako si drznem podpirati pedofilijo, če imam vendar otroka, verjetno je googlala pa videla me nosečo na kakšni fotki. In mi ni bilo jasno, kaj se dogaja sploh, na kar sem iz njenega, ne vem kako se, bluzenja, verjetno rambling, ugotovila, da v bistvu je na neko objavo nekega človeka, za katerega ona misli, da je pedofil, se nekaj mu je očitno rekla, napisala in bila potem suspendirana in je bila prepričana, da smo to mi naredili. Torej, in da seveda, ipso facto, jaz podpiram pedofilijo, jaz sem ustanoviteljica Oštre, pač logično so sledi dogodkov, da pač jaz podpiram pedofilijo. Pred enim letom smo dobili na mail grožnje 5 študentov, mi imamo zelo veliko študentov, ker v bistvu razkrinkavanje hkrati tudi inkubator za bodoče novinarje in jih pravzaprav skozi fact-checking učimo obrti. In zato so dobili tudi neko nagrado? Tako je, letos smo dobili nagrado za družbene inovacije, nagrado Social Marie, na katero smo zelo ponosni, ampak nekaj drugega hočem reči. Dobili smo grožnjo, ker smo prej govorili o tem, da nimamo tudi mehanizmov, da bi se s tem ukvarjali, sovražni govori. Mislim, imamo svet za sovražni govor, sam ne vem, kaj dela, upam, da se vsaj pogovarjajo. Svet. Dobili smo grožnjo, 5 študentov, 5 recimo temu redno zaposlenih, da če ne bomo v roku ne vem kolikih dni takoj deblokirali vse vsebine in profile, ki smo jih blokirali na Facebooku, bodo prišli k nam domov. Čimer tega sploh ne delate? Ja? Seveda ne delamo. Kjer bomo dobili, kjer imajo vse naše naslove, in bodo poskrbeli, da naše življenje ne bo več tako nekaj, v smislu tako fajn. In država? In smo se pritožili, mislim, seveda 4 nekateri smo bili takrat na dopustu, nekateri se tudi niso hoteli, recimo študenta, zakaj bi šel študent danes tožiti človeka, ki bo 5 let na sodišču in se bo to vlekel za njim celo kariero. Po glavnem 4 so vložili kazensko prijavo. In na koncu je ljubljansko tožilstvo reklo, skoraj citiram, da je grožnja z obiskom na domu premalo konkretizirana in je zavrglo te prijave. Skratka, mi smo pravzaprav soočeni na eni strani s tem, da kot medij, ki deluje v javnem interesu, neprofiten medij, ki deluje v javnem interesu, ima zelo visoke standarde in tudi lasten kodeks, se pravi, poskušamo delati drugače in bolje, smo v bistvu soočeni s tem, da na noben način ne moramo zaščititi, ali pa zaščititi niti neverjetno, itak ne moramo, ampak vsaj post festum ne moramo reagirati na grozljive napade, ki jih naši
predvsem študenti, ki delajo fact-checking, dobivajo na portalih, prek družbenih omrežij. Nova24 pač vzame fotko njihovo z naše spletne strani in se opravičujem za francoščino, poserje na njih ad hominem in mi ne moramo nič narediti. Še celo takrat, ko dobimo grožnjo, tožilstvo meni, da je pač premalo konkretizirana. Meni je žal, dajte drugič prosim napisati, če nam grozite, dajte napisati, da boste prišli z gorjačo, z orožjem, ne vem kaj, da bo bolj konkretizirana grožnja. Jaz ne vem, kako naj drugače to rešujemo. Če se opravičujem, ampak Kar uskoči. Ni zadosten nasvet, tega, ker, če se prav spomnim enega primera, je nekdo v primeru emigrantov zapisal, da bo vzel svoj kalašnikov in jih šel vse postreliti. Na kar je tožilstvo, če se ne motim, ali nekdo, ne vem v kateri fazi, zavrglo zadevo, ker češ, da je to očitno tako rekoč nerealna grožnja, zato ker ta gospod dotični nima registriranega kalašnikova. Kar pomeni, da ne more iti s kalašnikovom njih streljati. Kar pomeni, da ne zadošča, da rečeš gorjačo pa pištolo, ker če nima registracije, ne bo nič. Naj napišejo, da pridejo z registriranim orožjem. Tako, če se da bo konkretizirano, da se bo potem lahko tožilstvo odzvalo in zaščitilo. Bili smo pa tudi v stiku s policijo takrat, ki je pravzaprav nas spraševala, kako naj ugotovijo, kdo je zadaj za Facebook profilom, ki je delil to grožnjo in o njej tudi pisal. Se pravi, imamo v bistvu še kar krizo tudi na tej strani. In sem pripričana, da tudi drugi novinarji, ki ne delajo fact-checkinga v Sloveniji, dobivajo podobne grožnje in ne vem, kaj se z njimi zgodi, ampak mi imamo zelo slabe izkušnje. In tukaj je zame največji, jaz sem že toliko časa v novinarstvu, da imam malo debelo kožo. Mene najbolj pogreje, kadar naši mladi ljudje, ki še niso začeli niti kariere, dobijo to izkušnjo. Dobijo to izkušnjo in na ta račun v bistvu mi izgubljamo ful talentirane mlade, ki bi lahko ostali v novinarstvu. Sorry, Marko, vem, da si faksa, ki bi lahko ostali v novinarstvu, pa ne ostanejo, ker niso nori. Ker zakaj bi dajali v bistvu sebe v zobe? Zakaj bi nekaj takega se zgodi, mi rečemo, mi stojimo tukaj, če hočeš, da tožimo, bomo tožili. Seveda nikoli nihče noče tožiti, ampak mi imamo pač tako zakonodajo, da mora tisti, ki je, torej gre na zahtevo, pravzaprav na pobudo, žrtve, in pač mi ne moramo nič narediti glede tega. Država pa očitno tudi ne vidi dovolj velikega problema v sovražnem govoru, zato ker tokrat za spremembo od prejšnje vlade, pač vlada sama ni vir tega sovražnega govora. Ampak še vedno ga pa imamo in še vedno je velik problem, ki je v bistvu približno toliko nenaslovljen kot vse, kar smo do zdaj govorili o dezinformacijah. Jaz bi se povedal na dezinformacije, da ne bom zdaj samo v sovražnem govoru, mimo grede strateški svet glede sovražnega govora ravno zdaj preverja, ker sem član ravno preverja, kaj pa so ministrstva naredila. Super. Mislim, da se vse zadeva seveda nekje, bom tako rekel, eden najpogostejših stavkov v Sloveniji verjetno je, to se pa ne da. Drugi najpogostejši stavk je pa seveda, to ni naša pristojnost. Potem sledijo komisije, to pa ni naša pristojnost. Ko smo na rubriki Poglobljeno, ko je Starš Zgonik objavljal ta dosje o zavajanju pri prodaji prehranskih dopolnil, je bilo tudi na začetku, da se ne da, pa se je očitno potem dalo. Ampak pri dezinformacijah, ne samo to, pri dezinformacijah je spet v osnovi, v ozadju, je vprašanje tega, kaj mi glede tega naredimo kot družba. In jaz v tem smislu pričakujem vlogo države, ker Anuška naredi nekaj s pomočjo svojih portalov. Mi mogoče naredimo nekaj z našimi raziskavami, z našimi teksti, lahko so to znanstveni teksti, imamo projekte na ta račun, bom spet omenil, Diakomet, se trudimo tudi glede dezinformacij na področju in umetne inteligence in sicer in dvigovanja standardov. Zdaj bomo začeli nov projekt Euromo, ki se bo ukvarjal z transparentnostjo medijskega lastništva na območju Evropske unije, ker je tudi tukaj problem, ker imamo tudi tukaj lažne medije. Ker imamo tukaj Potemkinove vasi, medije, ki se delajo, da so mediji, ali ki se delajo, da so neodvisni v lasti nekoga drugega. Tipičen primer recimo je Srbija, kjer imate medije, ki imajo lepe nazive, kot je Euronews, kjer imate medije, kot je marsikaj drugega, a v resnici za njimi stoji državna firma z pač državno-politično nastavljenimi kadri, vključno z uredniki. Ampak to je pač širši potem evropski problem.
In država je pa tista, ki bi morala tukaj narediti nekaj, da zaščiti vsaj svoje državljane pred najbolj očitnimi zadevami. So lažne novice, ali je to sovražni govor, so to lažni mediji, pa mislim, da je pač bolj opazuje, kot pa da bi kaj naredila. Ja. Jaz mislim, da je to ključno, no? Mislim, ta vloga države. No? Sem to. Reci stavek. Ko sem govorila o sovražnem govoru, mislim, gre za dezinformacije in sovražni govor v enem, kadar gre za novinarje. Zato podarjam sovražni govor. Izvoli. Ja, ne, mislim, ključno se mi zdi, no, ena izmed mutacij pač kapitalizma, če sploh še lahko govorimo o kapitalizmu, je pač tudi to, da je si zelo podredil splet. Tako da nekateri interpreti govorijo o afektivnem spletu in mi vsi, ki pravzaprav dajemo všečke, reakcije in tako naprej, opravljamo neko zastonsko delo v svojem prostem času, zato govorijo o afektivnem proletarcu. Skratka, prišli smo do tega paradoksa, to, kar je Marko izpostavil, no, da je recimo Evropska unija, pa tudi posamezne države so enostavne prepustile korporacijam, ne samo nereguliranje, kar se tiče, kaj se bo tam objavljalo, ampak tudi so prepustili davčno politiko, pač otekanju davčne oaze in tako naprej. Ne. Skratka, in zdaj ta nova izvolitev Trumpa zna biti kar precej pomembna ravno v tej točki. Ne. Kot veste, se že nekaj časa dogajajo pogajanja na relaciji Evropska unija ZDA, TTIP in tako naprej, ki bodo odločila na neki točki o tem, koliko daleč se bo spustili korporacije, in 2018 so se ta pogajanja pač na neki točki končala, ki jih je pač zapletel Donald Trump, ampak to pa ne pomeni, da ne bojo zdaj tisti, ki so pa zadnji za Trumpom, Musk pa Zuckerberg pa tako naprej, poskušali še kaj v tej smeri. Tako da tukaj nas čaka še en velik spopad na nek način. Spopad za neko suverenost države, bom rekel, ampak tiste dobre države. Ponavadi vsi sem šimfamo državo imamo za nekaj zatiralskega in tako naprej. Vsa ta retorika neoliberalizma, da jim zmanjša državo in tako naprej, je naredila svoje. Po drugi strani neoliberalizem seveda ni opustil države, ampak je krepil represivne dele države ali pa tiste dele države, ki pač enostavno niso socialna država. No? In funkcija države oziroma vloga države je tista, ki je tudi tu zdaj v zastavek v tem boju na nek način. Ne? Jaz bom pa tukaj sam šel en korak naprej. Ne samo država, ker vsi vemo, bil sem na konferencah, kjer so kakšni predstavniki ravno teh velikih korporacij zelo zamahnili z roko, ko jim je kdo rekel, da je iz Estonije ali pa iz Češke ali pa karkoli, ker so to tako majhni trgi. Ne, Evropa je tukaj tista enota na nek način, ki se tukaj mora in ki se lahko postavi in zastavi besedo ali pa seveda svojo moč. In ob Musku in podobnih seveda vsi pričakujejo neko veliko favoriziranje se strani Trumpa, samo po drugi strani pa ne smemo pozabiti, Trump grozi z carinskimi vojnami in ukrepi in tam, kjer so blazni presežki Evropske unije napram Ameriki, seveda da to lahko naredi, ne? Ampak če bo to naredil, ena prvih stvari, ki jih lahko dobi nazaj kot bumerang iz Evrope, so seveda obdavčitve platform. Ker vsi vemo, tudi v Sloveniji vsi vedo, približno 80% slovenskega digitalnega oglaševanja in denarja konča v Ameriki. 10 na Kitajskem, pa 10 pa nekje mogoče celo pristane nekje v Evropi. In v Veliki Britaniji je podobna slika. Iz Evrope v Ameriko na platforme odtekajo milijarde in milijarde evrov, dolarjev, česarkoli že funtov. In tukaj je ta neoliberalna politika, bi lahko bila zelo dvorezen meč, če se pričakuje, da bo ta vojna obdavčitev in podobnih stvari pomagala Musku ali pa komorkoli že. Sploh ni nujno, da jim bo. Mislim, da bo Lagarde rekla samo preko mene mrtve, ampak pustimo o tem potom. Če se vrnem nazaj na lažne novice oziroma dezinformacije, vedno bolj se zdi, da v bistvu se mi vedno težje odločamo v tej dilemi iz matrice, bomo vzeli modro ali rdečo tableto. Vedno bolj se zdi, da v bistvu nekako to včasih niti ni naša odločitev. Ampak v tem obdobju, dr. Klepec, ko v bistvu doživljamo razmah umetne inteligence, kako bo ta dilema, hočete rdečo ali modro tableto, sploh še izgledala, kar se tiče dezinformacij?
Jaz mislim, da tukaj je pa Evropa zelo hitro reagirala, je pač pripravila že nekaj akte o reguliranju umetne inteligence, kar me je zelo presenetilo. Mogoče bi povedal eno osebno izkušnjo z umetno inteligenco. Kakšen mesec, 2 nazaj, mislim, tukaj se štejejo stvari v tednih, kako hitro se to razvija, se mi postavilo eno vprašanje glede neke knjige, interpretacije in tako naprej, in sem dobil res pač malo preveč površen odgovor, da bi bil lahko z njim zadovoljen. Potem sem pa začel siliti nazaj, skratka, pač vzameš, kot da je poosebljen tista umetna inteligenca, sil do točke, dokler pač enostavno ni priznala, da se je izmislila. Da se je res izmislila, da nima podatkov in se je izmislila. Pri umetni inteligenci ključen problem se mi ne zdi toliko dezinformacija, kot pač vprašanje vhodnih informacij, odkot črpa, kje se preverja. Neki kolegi na ZRC so naredili neko analizo pred kakšnim letom ali pa mogoče pol leta, ne vem, če sem zgubljen, koliko čas hitro teče, kjer so dokazovali, da se je umetna inteligenca sklicevala na avtorske članke iz leta 1896 na področju antropologije. Mislim, skratka, tu je ta problem, kaj bo vhodno in tudi kje bojo zdaj tisti kriteriji. Ker če se kdaj poigravaš z umetno inteligenco, vidiš, da je, moram priznati, bil sem enkrat član komisije srednješolskih nalog, kjer sta 2 dijaka pokazala, kako se politično umetna inteligenca usmeri nekje gor na sredinsko libertaren rob. Skratka, dobesedno kalifornijska ideologija se je pokazala skozi tiste vprašanja, ki ste jih dala. Skratka, ne sredinska, ne taka, ampak prav ta ideologija, skratka, Silicijeve doline je bilo zelo zanimivo. Dr. Milosavljević, umetna inteligenca in dezinformacije. Na kateri poti smo in kako naj izgleda regulacija oziroma katere so možne poti? V Evropi je spet jasno. Pač imamo Evropsko komisijo in imeti bomo morali še veliko aktov, še veliko direktiv, kakorkoli pač jih bo komisija poimenovala, včasih jih pomenuje tudi direktive, če je manj časa, če je več časa, je akt in tako naprej. Imamo akt o audiovizualnih storitvah, ki recimo zajema danes tudi pravzaprav v Evropi že influencerje, vplivneže in kaj smejo početi, ker so producenti audiovizualnih vsebin. Vedno več bo tega potrebno. In če kaj, potem, ko govorimo o neoliberalizmu, pozablja se eno dejstvo, da je neoliberalizem samo priročen izgovor. Da če kaj, potem je tudi COVID recimo pokazal, da v resnici je neoliberalizem nesmiselna ideologija, ker ne funkcionira. Ker prva stvar, ki se je zgodila ob prvi resni krizi v Evropi v zadnjih toliko in toliko desetletjih, ali pa v Ameriki seveda, je bila gigantska povrnitev države in zahteve in pričakovanja glede države. In ko v Nemčiji nastopi kriza avtomobilske industrije, nastopi gigantska intervencija države in potem ta sledi potem seveda kot domine po celi Evropi. Enako je v kmetijski industriji. Zakaj govorimo o neoliberalizmu, če v resnici vsi vemo, da ne vem, kakšen odstotek evropskega denarja v resnici gre za kmete in večinoma gre za kmetijstvo v Franciji pa na Poljskem. Za subvencije. Kaj ima to veze z neoliberalizmom in z laissez-faire? In v COVID-u se je to samo še toliko bolj pokazalo, da je to v tem smislu nesmiselno, ne samo, da se je pokazalo v kasnejših efektih po Margaret Thatcher, ki je bila sicer inteligentna, zelo inteligentna sicer kot oseba, ampak bila je pa ekonomsko in gospodarsko popolnoma neuspešna. In vse to vrstne politike so se večinoma končale z ogromnim neuspehom. Enako je bilo z Ronaldom Reaganom v Združenih državah Amerike, Reaganomics, Thatcheronomics in tako naprej so bile ekonomsko gledano katastrofe in so kasneje drugi potem reševali njihove napake. Skratka, država mora imeti svojo vlogo in mora imeti krepko vlogo. Kakorkoli jo mi pogosto ne maramo, spet pridemo do razsvetljenske države. Včasih rečemo tudi razsvetljeni absolutist. Ja, nekdo, ki mora pač reči, ne, tega ne bomo dopustili. Lahko je to v Avstraliji, ki rečejo, ne, mladi pod 18 ne bodo smeli uporabljati pač družbenih omrežij. Mogoče bo to v Južni Afriki, mogoče v Braziliji. V raznih državah se sistemi na nek način državni, politični, družbeni
začenjajo upirati, ker vidimo posledice pri otrocih, vidimo posledice pri odraslih, vidimo agresivnost, vidimo ščuvanje, vidimo seveda dezinformacije na takšen ali drugačen način. Osebno sem recimo šokiran, ko naprimer vidim na profilu naše bivše evropske komisarke, zagledam lažne fotografije, več kot očitne lažne fotomontaže in lažne novice. Zato mi je popolnoma jasno, ne, seveda, to ni samo problem nekih ali na eni strani zlobnežev ali nekih populistov, pač neki nesmisli ali pa neumnosti so seveda neomejeni. In tukaj bo pri umetni inteligenci, kot ste omenili, je zelo pomembno vprašanje testiranja in vhodnih podatkov. Tisti bot, ki ga je naredil, mislim, da Microsoft pred nekaj leti, ki naj bi odgovarjal na neke zadeve in so ga vrgli v splet in je v 24 urah se mu izmešalo. In je bil žaljiv, vulgaren, seksističen, šovinističen, vse. Ne sam po sebi, ker se je učil na tem, kako ljudje komuniciramo tam. Če nekdo nekaj reče, s čimer te kritizira, ga nahrulaš nazaj in ga pošljaš ne vem kam, pa še malo mu zagrožiš zraven. Pač to so vse naše značilnosti in akt o umetni inteligenci oziroma vsi bodoči akti o umetni inteligenci bodo morali to še kako vzeti v obzir, da računati na neko našo razsvetljenskost in na vse neko našo pamet in modrost ne bo čisto nič zadostovalo brez zelo rigorozne in regulacije in spet potem pridemo do tega dejanske izvedbe. Ker je pa res, da vsi ti akti nam nič ne pomagajo, če potem nimaš nekih ljudi, ki so pripravljeni to narediti. Nismo se še dotaknili vojn, ne bi omenila, da v bistvu tudi kar se tiče vojn in geopolitike so v bistvu lažne informacije, misinformacije, dezinformacije izjemno lahko pomembno orožje. Anoška, en tak konkreten nasvet ljudem, ki poslušajo in konzumirajo medije, konzumirajo družbena omrežja, ki normalno živijo življenja in želijo biti informirani. Skratka, tisti, ki želijo izbrati med modro in rdečo tabletko, kako bi jim ti svetovala, kako naj vejo, da je nekaj dezinformacija? Sorry. To se katun, kaj že, ne, od Oprah, kolega, kaj že, Dr. Phil, ne, kaj Ja, bilo? Phil. Ja. So, Dr. Phil. I feel you. Ja, thanks. Ne, a lahko prej na to odgovorim samo še eno stvar. Povem, glede tega, kar sta Peter pa Marko prej govorila. Namreč, vstopne informacije, ampak še ena stvar je prej. Kdo to financira? Ja. S tem se nihče ne ukvarja. Mi smo poskušali analizirati digitalne oglase na dezinformacijskih portalih v Sloveniji. Nekaj smo nameravali vseeno ugotoviti, ampak ključno ugotovitev, ki sicer nismo mogli napisati zaradi omejitev pri fact-checkingu notranjem, enostavno nismo mogli z dovolj z gotovostjo to dokazati, ampak mi mislimo, oziroma smo takrat mislili, da ni teorije, da se naši dezinformacijski portali financirajo iz oglasov. Torej, zdaj pa imamo tukaj še AI. Ok, sej nekaj tega je zastonj, itd., ampak če hočeš nekaj resnega narediti, rabiš to resno opremo, rabiš know-how. Kdo jim to daje, kdo jim to rihta, kdo jim to plačuje? Ker jaz vem, mi smo neprofitni in se za vsak evro borimo na razpisih, itd. In za vsak evro moramo tudi pokazati, kako smo ga porabili. In pač, če mi rabimo kakšno orodje, moramo razmišljati, v kateri razpis ga bomo lahko prijavili. Oni ga pa pač dobijo od nekje. Se pravi, kako se to financira? In tle, novinarji pravzaprav lahko pridemo do tukaj in nikamor naprej. Naprej gre lahko samo država, če bi imeli seveda regulatorje. Če ne bi bil, ne vem, urad za preprečevanje pranja denarja, v bistvu urad za opazovanje pranja denarja. Itd. Skratka, kot je Marko prej rekel, država malo opazuje in upa na najboljši. Tako da res mislim, da bi tudi to mogel postati fokus za, recimo temu powers that be, za oblast, vendar nihče pravzaprav o tem niti ne govori. To sem hotela povedati. Kaj naj človek naredi? Okay. Če nekaj smrdi, pol verjetno smrdi. To. Če nekaj objavi etabliran slovenski, tudi tuji mediji, ne pomeni, da je res. Mi imamo vedno starejšo družbo, v naši družbi živi še vedno veliko posameznikov, posameznic, ki menijo, da če je nekaj na televiziji, je to res. To pač že dolgo ni več res. Navzkrižno preverjanje informacij je fajn,
Predvsem pa je spremljanje več medijev. Ja, ampak tudi, če te pač nekaj zintrigira ali Greš to pa preverit. razjezi na, ne vem, na NN, da pač greš in poiščeš iste informacije še kje druge. Predvsem pa je treba pogledati impresom morda, da vidiš, kje sploh si, a sploh ta medij ali portal ima impresom. Mi imamo en kup enih kvazi portalov, ki niso bili nikoli opisani v razvid medijev, ki je itak sam po sebi bolj ali manj pač neka birokratska kozmetika, ampak pustimo to, vsaj nekaj je. Imamo en kup portalov, ki objavljajo popoln bullshit in se predstavljajo za medije. Tudi prej je Marko o teh pač sicer veliko večjih problemih v medijih govoril, drugi recimo v Srbiji, ampak mi imamo zelo veliko tega in ljudje z njih črpajo informacije in potem ti rečejo, ne, to, kar ste vi rekli, ni res, zato ker je pač tam nek obskuren kvazi portalček nekaj napisal. In pač ne moreš zmagati, vedno je moja beseda proti tvoji nekako, ne? In to potem, ker pač tukaj je zraven še popolno nezaupanje v kakršnekoli avtoritete, v kakršnekoli strokovnjake, smo že prej omenjali COVID itd. Tako da pač bi rekla, da je to ena stvar. Druga stvar, ni slabo, če znate dobro googlati, recimo tudi s pomočjo kakšnih operaterjev, kot so narekovaji, or in podobno. Ni slabo tudi pogledati, če je morda že če gre za kakšne dezinformacije, ki potujejo po svetu in se ostajajo tudi v Sloveniji, ni slabo pogledati, če so morda že kakšni tuji ali pa domači fact-checking portali naredili svoje delo pa povedali, da to ni res. Mogoče sem še glede tega, čeprav mi smo člani balkanske mreže za preverjanje dejstev, ampak moram reči, da se zelo malo dezinformacij širi regijsko, ker so zelo vezane na jezik. Srbija, Hrvaška, Črna Gora, Bosna, to se bo delilo med sabo, z Makedonije noter bo pa že težje ali pa v Slovenijo prišlo. Kar pa mi zelo velikokrat vidimo, je, da se ameriške dezinformacije pojavljajo tukaj. Ne bom pozabila prve strani naslovnice Nove 24, ki je kričala o tem, da v nekaj že ameriški bolnišnici operirajo spol na mladoletnikih. Seveda je bil to bullshit, ampak to je fake news oziroma dezinformacijska kampanja, ki je od ZDA prej že kakšen mesec, dva potekala. In na koncu je prišla k nam. Tako da zmer je fajn, da pač enostavno tako. Ključno pravilo je, da je treba dvomiti vsem, na žalost. Bo pa profesor Milosavljević vedno, Anuška je prej govorila že o tem nekako, da je novinarstvo tudi zaradi dezinformacij in tem obsegu in hitrosti, ki smo mu priča, da bo novinarstvo, da je naprej izkušnja. Si se spraševala, kje smo. Kaj bo tukaj odločalo? Kaj bo tukaj odločalo? V bistvu bo vedno bolj pomembno to, kdo je tisti, ki mu zaupaš od novinarjev. Bo vedno bolj pomembna ta... Ne? Se ne strinjaš? Ne, zato ker lahko zaupamo tudi novinarjem in rečemo, ker je to objavil novinar Peter Klepec, je to res. Ne, ker smo tudi novinarji zmotljivi in ker tudi novinarji danes, vidim po izdelkih, se zanašajo na nepreverjene oziroma slabo preverjene informacije oziroma včasih tudi na pol informacije. Zato, ker morajo naštepati x vrstic, zato, ker morajo objaviti x, ne vem, minut itd. Imajo vsi neke kvote, pritiskajo jih seveda lastniki, ker njih ni imel vseeno z vsebine danes, zanimajo jih kliki in oglasi, ker je to še edino, kar imajo v bistvu od medija, pa seveda to, da imajo za frende pač oglasno desko. In enostavno, to sem hotela prej, ker sem uletavala, reči, med našimi najbolj branimi razkrinki, najbolj bran je razkrink, ki je bil objavljen v ediciji časopisne hiše Delo. Zdaj, mene to skrbi zelo. In mislim, da pravzaprav tudi ne moramo več niti tudi če oštro nekaj objavljamo, ne rečem skoraj, je treba to vzeti tako, a je res, a so dali dokaze, a so priložili nekaj, iz česar lahko, kar lahko skratka, kritično branje vseh tekstov. Kritično branje in lateralno, takole gledamo na stvari in predvsem je treba videti, a smo mi predložili kak dokaz za to, kar pravimo, a se mi sklicujemo na neimenovane vire, ki so nam povedali, ali pa še hujš,
viri so nam rekli, kateri, koliko jih je, a imajo kakšno referenco. Vsi so anonimni. Zakaj so anonimni? Dajte mi povedati. A ne? Skratka, naloga, mislim, da danes novinarjev je toliko več ta, da pravzaprav že v samem novinarskem delu poskuša pokazati in nazorno pokazati, da ima za to, da govori, kar govori, trdi, kar trdi, neke dokaze. Ja. Mislim pa, da tega danes praktično ni. In zato se tudi mi zelo veliko v teh razkrinkih dajemo linke, včasih tudi kak dokument, izsek itd., zato da pokažemo ljudem, da tam dejansko obstaja nekaj verodostojnega, na podlagi česa mi nekaj trdimo. Skratka, kritično branje ne le stvari na družbenih omrežjih, ampak tudi samega novinarstva. Nažalost. Povejte. To je po mojem Kantov ideal. Če gledate to, kako on to definira, je to Kant. Ampak Kant ima tudi en problem. On reče, brez vodstva po kom drugem. Če resno vzameš to, brez vodstva po kom drugem, pa to nikamor ne prideš. Saj nisi sam na svetu. Ne? Mislim, vedno je potreben nek posrednik vednosti in tako naprej. Ampak smo zmotljivi, to hočem reči. Ampak hočem reči pa to predpostavlja enega aktivnega državljana. To je pa res. Je pa hkrati še nek moment, ki je čist blizu temu, skratka, skrajni dvomiti vsem, je čist, ni isto, je pa zelo blizu paranoji. Mi smo prišli iz enega sveta, ki smo rekel hladna vojna, jaz sem še stara generacija, iz jugovojske, ker je bil skozi specialni rat. Vse je bil nek specialni rat. Ne? In v hladni vojni je v resnici bilo tako. Ne? V resnici so ti nadeli neka očala in ti si zdaj tako pristransko a priori gledal. Ne? Zdaj, v nekem trenutku se je malo odškrtnalo to, pa so prišli neki drugi standardi, recimo BBC pa tako naprej. Žal je pa ta trenutek zgodovinski tak, da pravzaprav vstopamo v novo hladno vojno, po moje. Ne? In to en izmed simptomov, da smo pravzaprav že zelo blizu temu, vse skupaj se je že začel tam z 11. septembrom, pa s tisto veliko lažjo, kjer je Anuška govorila, ampak definitivno stopamo spet v en tak drugo obliko hladne vojne na nek način. Ker bo spet paranoja in tukaj spet nismo, oprosti Marko, tukaj spet nismo daleč od neoliberalizma. Neoliberalizem je joke, se strinjam. Ja. Neoliberalizem je izgovor politikov, zato ker nimajo nobene vizije in nočejo imeti, ampak hočejo vse na nek sistem preložiti. Žal smo mi znanstveniki, mi smo zelo podložni temu, ne? Ker vsi tiste objave, pa citiranja, pa točkovanja, pa vse ta sistem, to je v resnici ena taka fantazma neoliberalizma. Kako bo en sistem sam vse odločil, da ne bi šel v detajle, ampak nihče se resno ne vpraša, ali v tem sistemu točkovanja in tako naprej obstajajo kakšne resne francoske revije, italijanske revije in tako naprej. To je zelo anglosaksonski svet in konec koncev je zelo privaten svet. Taylor and Francis in tako naprej, velike korporacije, ampak tega noče razumeti pri nas. Nima veze. Zato sem jaz tudi kot znanstvenik še toliko bolj občutljiv na to. Skratka, na ta neoliberalen moto, ampak neoliberalizem v resnici pomeni to, da mora biti politik menedžer. Skratka, menedžer malo upravljati, malo mutiti in v najslabšem primeru je pač boss. To je pa pač ta novi lik Trump, Bolsonaro, Janša, to je novi lik. Janša ni glih novi lik, no. Ampak v glavnem... Ne, stari lik je, stari. Ne, jaz se strinjam, da je to, kar sem rekla, blizu paranoje, oziroma da lahko preide hitro v paranojo. Ampak kar jaz govorim, je v bistvu to, da je informacijska dieta danes tako kot osebna higiena. Okay? Spravi, mi vsi smo odgovorni za svoje zobe, a bomo imeli luknje ali ne. In vsak je žal danes odgovoren za svojo informacijsko dieto. Mi pa naj ne bi pomagali pri temu, da imajo ljudje slabo informacijsko dieto, o tem govorim. Ne, jaz to podpiram, absolutno. In za konec, dr. Milosavljević, ko izbiramo med rdečo in modro tableto in če nočemo dezinformacije in če hočemo biti dobro informiran posameznik, ki samostojno in kritično razmišlja, Ko ne vzame tablete, ki lahko podtakne pod modro. Evo paranoja. Evo paranoja. Kakšno naj ima to informacijsko dieto, o kateri je Anuška zdaj govorila? Kaj bi vi predlagali, pa potem končamo? Prvo je treba se spomniti, da novinarstvo, vsaj anglosaksonski slogan novinarstva in tega, kako naj bi novinarji delali, je If your mother says she loves you, check it out. Če mama pravi, da te ima rada, najprej preveri.
Ne? To je pač osnovna stvar, osnovni postulat vsakega novinarstva, še pred objektivnostjo ali pa kakšnimi drugimi zelo glasnimi pojmi in tako naprej. To je prva stvar. Druga stvar je, seveda, stalno pač stvari reduciramo na modro pa rdečo, pa itd., kot da obstaja samo neke te opcije. Pač treba si vzeti še kakšno opcijo, treba je razmišljati še o kakšni drugi alternativi v tem sodobnem svetu. Zelo pomembno pa je, lahko je to izklop, lahko je to kakšna druga alternativa, ne vem, mislim danes, ne vem, ljudje, če tako bom čisto osebno zadevo povedal, Spotify in podobne streaming zadeve in tako naprej. Je krasna digitalna prevara. Najbolj popularnih glasbenikov na Spotifyju je švedski znanec od teh lastnikov, ki ima neke milijarde prenosov, ker ga pač dajo v vsak algoritem noter. To je krasna zadeva, nihče ne ve, nobene transparentnosti niti pri Spotifyju, ni transparentnosti pri Facebooku in itd., kako se kakšne stvari počnejo. Ampak osnovna stvar Spotify in vseh ostalih stvari je, vi kot uporabniki niste več lastniki tega. Vi ste večni najemalci. Vi ničesar nimate, vi s tem ne uporabljate, vi tega čez leta ne boste mogli. Če boste doma, če imate doma vinilno ploščo, ste vi njen lastnik. Vi jo lahko posodite sosedu, vi lahko z njo počnete, kar želite in lahko s tem počnete 30 ali pa 50 let. Jaz sem doma vinilne plošče stare 50 let, še od mojih starejših sorodnikov in znancev in tako naprej. In to je moje. Pri streaming in podobnih zadevah ti nimaš ničesar in potem pridemo do takih stvari, kot je bila tista banka pri nas, ki je nedavno propadla z temi celicami in tako naprej. Kdo vam garantira, kaj bo za nekom nekje, kjer ste vi nekaj počeli? Skratka, vedno so, hočem reči, še neke alternativne opcije, ker pač je včasih potreben tudi razmislek, da mogoče pa ne daš vseh jajc v eno košaro, ampak da mogoče pa imaš še kakšne druge alternative. In tukaj je pa seveda zelo pomembna alternativa, pa je seveda novinarstvo kot tako, ki mora preživeti in ki mora obstati v takšnem času, pod vsemi temi napadi in ki mora imeti zagotovljena sredstva financiranja. Ravno sem bil zdaj nedavno v Pragi na enem podeljevanju nekih sredstev za srednjo Evropo, kjer se še najde kakšna tuja vlada ali pa organizacija, ki da celo kaj denarja za to. Pri nas so spet zastoji, slišim. Spet je problem in itd., kako sredi takih negotovih finančnih in vseh ostalih časov ne daš finančna sredstva v skladu za pluralizem, za pluralizacijo medijev pri nas so enaka kot pred 20 leti, ko je bil sklad ustanovljen. Kako lahko to narediš? Če želiš resen medijski sistem, pa močno novinarstvo, pa itd., namesto da vse okrepiš. Mislim, če samo nekje... Sej, potem pridemo ravno pač spet do teh vprašanj, kako te stvari finančno vzdržati v času, ki je tako delikaten. Potem spet pridemo v vprašanje, zakaj nekdo ne naroči nobenih študij, od vseh ostalih stvari. In trenutno imamo to, pa se tam je en Zuckerberg, pa Musk, pa tako naprej. Veste, digitalna prihodnost, po mojem mnenju, in tudi vprašanje dezinformacij, zdaj v zadnjem času pri dezinformacijah so se vsi več ali manj osredotočali na Rusijo. Kot izvor nečesa in problem in tako naprej. Kolikor vem, se tudi mednarodne organizacije oziroma in Evropska komisija in tako naprej zdaj že preusmerjajo na Kitajsko. Kot glavni vir digitalnih težav. Vprašanje, kje smo mi tukaj in koliko smo mi na to pripravljeni, a sploh o tem strateško razmišljamo. Zakaj imamo Ministrstvo za digitalno prenovo, če ne razmišljamo o digitalnih izzivih ali pa težavah, ki jih imamo. Skratka, spet smo pač na koncu pridemo do nekih državnih organov. Zakaj? Zato, ker imajo naš davkoplačevalski denar, ker imajo milijarde. Mislim, najmogoče kakšen politik, kakšen kovček prevleče iz svojega vrta zakopanega, ne samo direktor Teša, verjetno ima kdo še kakšne kovčke, ki je zakopane, pa še kdo kakšne položnice plačuje izključno z gotovino prek kakšnih sorodnicah na bankah in tako naprej. Mislim, denarja v tej državi je v resnici ogromno, če ga pogledamo, koliko gre za razne gradbene in energetske posle.
Za neko osnovno državljansko in ostalo zadevo nimamo ničesar. Ko se je pa zgodil COVID, so pa vsi politiki po vrsti jokali, kako mediji to, pa kako mediji ono. Koliko so pa v minulih letih dali denarja za medije, koliko so pa pomagali tem istim novinarjem, koliko so pa pomagali pri zaposlovanju recimo mladih novinarjev ali pa pri varnosti novinarjev, podobnih reči tukaj pa pogorijo. Ne? Okay. Najlepša hvala vsem trem za odgovore. Bili so zelo široki, kar je verjetno dobro. In hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Naslednji teden smo spet z vami.